Dober večer, spoštovane dame, cenjeni gospodje, dobrodošli na 30. slavnostni seji občinskega sveta občine Tolmin. Posebej lepo pozdravljamo prejemnike nagrad, častna občana Silvestra Gabrščka in Zdravka Dušo, podpredsednika Državnega zbora Danijela Krivca, poslanca Državnega zbora Uroša Brežana, državnega svetnika Otona Bratuža, župane in podžupane bližnjih občin, člane občinskega sveta občine Tolmin in druge visoke goste. 25. maja 25. maja leta 1994 so bile ob občinskem prazniku na slavnostnem zasedanju skupščine občine Tolmin še zadnjič podeljene nagrade nekdanje velike občine. Nekaj dni zatem so občani na referendumu odločali o njeni delitvi. Državni zbor pa je v začetku oktobra potrdil zakon, ki je veliko občino Tolmin razdelil na 3 nove občine: Tolmin, Kobarid in Bovec. Aktualno razstavo Tolminskega muzeja na to temo si lahko ob današnji priložnosti ogledate v avli kinogledališča. Leta 1996 so bile prvič podeljene nagrade nove občine Tolmin, tako jih letos podeljujemo že 30. V teh letih se je zvrstilo 30 priložnosti za zahvalo, priznanje in pogled naprej. Sicer pa danes ne praznujemo številke, temveč ljudi. Spominjamo se lani preminulega častnega občana, maestra Marka Muniha. Svojo neomajno predanostjo je soustvarjal kulturni utrip občine in ga ponesel daleč preko njenih meja. V vsakem tonu je iskal najčistejšo lepoto, ki povezuje. Njegovo delo je vtisnilo trajen pečat v slovenski glasbeni prostor in v občinsko zgodovino. Prav nocoj pa bomo dobili novega častnega občana. Podeljene bodo tudi 3 zahvale, 2 priznanji in plaketa občine Tolmin. K slavnostnemu nagovoru vabim župana občine Tolmin, Alena Červa. Ja, lep dober večer, prav lepo pozdravljeni. Drži, občina Tolmin danes praznuje, ne le svoj praznik, pač pa tudi okrogel jubilej, praznuje pa tudi skupnost in konec koncev praznujemo vsi mi, ki tu v dolinah Soče, Bače, Idrijce, Trebušce, na vseh okoliških vzpetinah gradimo svojo priložnost. Ključen del današnje prireditve je zagotovo podelitev nagrad tistim našim občanom, ki k dobrobiti skupnosti prispevajo še več, ki to delajo iz srca in ki pri izpolnjevanju svojega poslanstva ne sprašujejo zakaj, temveč kako. Vesel sem, da bom imel možnost tudi letos te nagrade podeliti. Je pa tako, da tale uvodni nagovor nekako tradicija usmerja tudi v nekaj pogleda, malo naprej, malo nazaj in zdajle smo z ekipo, s katero vodimo to občino že nekako čez polovico mandata. Lahko rečem, da sem že spet se kar dobro navadil biti Tminc in da je lepo. Veseli me, da uspevamo z vizijo razvojnega preboja naše občine. Ne bom pa vas moril z naštevanjem investicij in proračunskih postavk. Konec konca sem včeraj
za hec v aplikacijo umetne inteligence vpisal, katerih je 10 največjih investicij naše občine in zadelajo v piko. Tako da po mojem bomo ljudje vedno bolj soočeni z izzivom, kako biti dodana vrednost tistemu, kar zmore tudi digitalni svet, in zato sem se tudi danes odločil, da vas nagovorim takole, brez kakšnih plonkov, pa kar bo pa bo. Vesel sem, da tako z nekim proaktivnim pristopom težimo k vedno večji učinkovitosti naše občine, da smo v lanskem letu realizirali, uresničili več kot 20 milijonov proračunskega denarja in da bomo letos verjetno že prišli do dvakratnika proračunov iz preteklih mandatov. Pa ne zato, ker bi bile številke tisto glavno in edino vodilo, temveč zato, ko govorimo o vsebini, je med 100 ljudmi vedno 100 želja. Nikoli ni mogoče zadostiti vsem, se pa lahko strinjamo, da je, ko delamo za javno dobro, več vedno bolje kot manj. In verjamem, da nihče ne bi rekel, naredite raje 3 ceste namesto 6, povežite raje 2 naselji na vodovod namesto 4, ali če želite, naredite le eno izmed investicij v javne storitve namesto 2. Zato se mi zdi pomembno, da gremo po tej poti in majčkeno je bilo nakazano, sem si pa želel to priložnost izkoristiti, da posebej izpostavim 2 ključni skupini ljudi, ki nam pomagate pri teh ciljih. Na eni strani občinsko upravo, ki je tudi z nekaj reorganizacije resnično zaživela, posvojila te cilje in dela včasih še več, kot imam sam obraza od njih zahtevati. In na drugi strani občinske svetnike, ki v naši občini izžarevajo res visoko stopnjo proaktivnosti, konstruktivnosti in politične zrelosti. Veliko od njih, enih in drugih, je danes tukaj in prosim za njih en velik aplavz. Sem pa tak, mogoče malo smotan, da vse te priložnosti rad izkoristim še za kakšno lastno mnenje, lasten pogled. In ker smo govorili o 30-letnici naše občine in ker smo pred slabim tednom dni imeli izjemno priložnost v organizaciji Tolminskega muzeja imeti tudi pogovor ob tem jubileju, kjer smo prisostvovali vsi dosedanji župani in moja malenkost, mi je dalo misliti, kaj vse se je v teh 30 letih spremenilo, pa po drugi strani tudi, kje morda vidimo občine čez naslednjih 30 let. In malce provokativno sem v enem intervjuju napovedal, da bo čez 30, pa verjamem, da še malo manj, mogoče že čez 20 let, občin spet manj, kot jih je danes. In ker imamo danes tudi nekaj predstavnikov državne veje oblasti, z ene in druge strani, kar po defaultu pomeni, da tudi po volitvah bodo nekateri imeli škarje in platno v svojih rokah, mi dovolite en premislek. V Sloveniji imamo, to moramo priznati, kar širok, da ne rečem razkošen nabor javnih storitev v okviru tako imenovane socialne države. Ne bomo tu zapenjali, ali so pravično razdeljene, ne bomo zapenjali, ali se v Sloveniji splača delati in zaslužiti več. Priznati pa si moramo, če si pa ne, je pa treba pogledati naokoli, da je v sklopu javnih storitev in tega, kar nam pripada kot državljanom Slovenije, relativno veliko na voljo. Imamo pa sistem, ki tega nabora storitev ne najbolje obvlada. In to, kar zdaj kot župan v teh nekaj letih spoznavam, je, da tam, kjer državi ne uspe, zadevo preloži na občino. Naj se bo to predšolska vzgoja, osnovnošolska, stanovanjska politika, dolgotrajna oskrba, zdravstvo. Vse prevečkrat smo lokalne skupnosti korektiv tam, kjer sistem sam po sebi ni vzdržen, nekdo pa nima poguma družbeni dogovor prilagoditi, ker to ni všečno, ko gledamo v okvirih 4-letnega mandata. In potem se lokalne skupnosti znajdemo v situaciji,
kjer ko se štejemo te izdatke, pa še tiste osnove, kar so povezane z infrastrukturo, ki jo moramo napeljati do naselij, da lahko ljudje živijo, zmanjka denarja za razvojne projekte. Večje občine, tudi srednje, kamor prištevam Tolmin kot upravno središče, še nekako. Ampak veliko manjšim občinam pa se dogaja, da enostavno tega denarja za razvoj, za dodano vrednost ne morejo dobiti, saj je na voljo le prek državnih evropskih razpisov, za kar je zahtevan kader, za kar so zahtevani profesionalni, izkušeni sodelavci, ki jih seveda v manjših občinah težko zagotavljamo. In prihaja, kohezija je takšen primer do situacij, ko nekatere manjše občine več zaporednih obdobij tega denarja ne počrpajo. Zato menim, da bi morali na državni ravni določen premislek opraviti, sicer se bomo neizogibno soočili s tem, da bo v roku 10-20 let od spodaj navzgor prišla težnja, da se občine spet združujejo. Če sem zašel, mi oprostite, a menim, da je treba neke stvari povedati na glas. Da pa v bolj pozitivnem tonu se vendarle praznujemo, zaključimo. Izredno sem ponosen na vas, občanke in občani, ker vsakokrat, ko je res potrebno, znate dokazati, da znamo stopiti skupaj. Kar nekaj let življenja sem preživel v Kranju, Ljubljani, tudi nekaj v tujini, ampak kar dela takšne okolje, kot je naše, različne od večjih centrov, je to, da ko je res potrebno, nehamo gledati na moje in tvoje, pač pa si podamo roke in delamo skupaj. Moja edina želja ob tej 30-letnici občine je, da bi znali to delati tudi, ko ni nič narobe. Srečno, Tolmin! Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a sort of getting old and made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. When we were young.
just like a song when we were young. Se ne zrcalijo le dosežki preteklega leta, temveč tudi duh sodelovanja, predanosti in srčnosti. Naj bo ta praznik opomin, da zmoremo največ takrat, ko stopimo skupaj, kot ljudje, kot skupnost, kot občina. Danes se bomo poklonili prostovoljcem, ki nesebično pomagajo sočloveku, posameznikom, ki na tak ali drugačen način krepijo vezi med občani, skrbijo za športni ali kulturni utrip in tistim, ki skrbijo za ohranjanje dediščine in ljudskega izročila. Njihova predanost gradi občino, v kateri živimo. Spoštovane in spoštovani, začenjamo s podelitvijo zahval občine Tolmin. Prejemniki jih bodo prevzeli iz rok župana Alena Červa in predsednice Komisije za priznanja in nagrade Kristine Lesjak. Oba lepo vabim na oder. Zahvalo občine Tolmin prejme Mojca Mavrič za dolgoletno delo na pedagoškem, športnem in kulturnem področju. Mojca Mavrič kot plesna pedagoginja in koreografinja v Tolminu deluje že preko 20 let. Zadnje desetletje v svojih prostorih pod imenom Art Fit Studio. Vanj dnevno zahajajo različne generacije, od vrtčevskih otrok, študentov do odraslih, tudi žensk in moških v srednjih letih. Mojčina prva vzornica je bila njena mama Marina Fili. Moja mama je večkrat rekla, da jaz sem v bistvu začela plesati, če preden sem dobro shodila. Glavni razlog, povod, ta prva vzornica je bila definitivno ona, ko je ona imela svoje skupine v Tolminu, mislim, da najprej srednje šolke, potem kasneje z mano je začela tudi z osnovno šolo. Sem že takrat kot 4-5-letnica hodila na njene vaje in sem večkrat kar sodelovala s temi starejšimi, tako da sem v bistvu znala kot 4-5-letnica te srednješolske koreografije. Sledila so leta izobraževanj, pridobivanje izkušenj in licenc. Najprej se je priključila osnovnošolski plesni skupini, ki jo je zasnovala njena mama. Zatem je plesala v Novi Gorici pri plesni šoli Urška, kot študentka je s plesom nadaljevala v Ljubljani. Potem me je pa pot zanesla tudi v Ameriko, kjer sem naredila še eno plesno akademijo, pač enoletno, pa 3 licence zraven, vse v smeri plesa, pilatesa, tudi neke vadbe. Pol pa sem prišla nazaj in začela samostojno pot, svojo plesno šolo. Mojca s plesnimi skupinami redno sodeluje na kulturnih in športnih prireditvah v Tolminu in okolici, na katerih dogajanje popestri s plesnimi točkami ali kot animatorka. Trenutno smo na vrhuncu naše plesne sezone, ker prihajajo plesna srečanja, izbor v regijska tekmovanja, ki smo bile zbrane, plesna tekmovanja, zato imamo tudi vmes smo same si vtaknili še pač priprave, ker je potrebno, da se pred tekmovanji dobro pripravimo, ne samo plesno, pa fizično, ampak tudi kot skupina, da se začutimo, da sproščeno potem odplešemo. Njene dejavnosti vključujejo razgiban nabor vadb, od visoko intenzivnih do pilatesa. V Art Fit Studiu nastajajo tudi koreografije za 2 tradicionalni plesni produkciji, ki jih odplešajo ob koncu leta in pred začetkom poletnih počitnic. V svoji karieri je na odru stala že neštetokrat, zdaj pa to neprecenljivo izkušnjo predaja svojim plesalcem. Zadnje čase ugotavljam, kako veliko nam daje ples nekako in kdaj tudi kakšno zgodbo z mojega resničnega življenja, pač povem, kaj vse jim nudi, da ni pač samo to, da je lepo, da se gibajo oziroma vadijo, telovadijo, da ni zdaj pač to glih ples, ampak in probam to tudi predatno. Mojca Mavrič z delom, predanostjo in strastjo do plesa navdihuje celotno skupnost. Mladi se skozi ples učijo sodelovanja in zaupanja, vse to pa jim daje izvrstno popotnico za izzive, ki jih čakajo v življenju.
Samo to bom rekla. Najlepša hvala predlagateljicam in občini za izbor, pa družini, ki mi stoji ob strani. Danes sem prišla kot gostja in sem tle pač med publiko, tako da mislim, da je dovolj, da rečem, da vse, kar se danes na odru dogaja v plesnem duhu, ni moje delo, ampak je presenečenje zame in mislim, da je s tem veliko povedano, kaj skušam i sama, pa kaj tudi moje punce ob tem prejemajo. Tako da iskreno vam hvala, res, da me presenetili. V koreografiji, ki smo jo videli pred podelitvijo, se plesalke najstarejše skupine Artfit Studia spominjajo svojih plesnih začetkov, predstavlja pa tudi poklon njihovi mentorici. Mi pa nadaljujemo s podelitvijo. Zahvalo občine Tolmin prejme Lawrence Stewart Squire za skrb za okolje v dolini Soče in spodbujanje širših razprav o onesnaževanju. Lawrence Stewart Squire se je pred 12 leti preselil iz Anglije v Slovenijo. Preden sta soprogo za svoj dom izbrala dolino Soče, sta potovala po svetu. Prepričala ju je tukajšnja narava, ljudje in povezanost ljudi z naravo. A tudi ta čudovita narava ni popolna. Kmalu je naletel na smeti. Veliko tečem in kolesarim okrog in vidim smeti na cesti. Sem začel poberi malo tu in tam. Če vidiš smeti 100-krat, sigurno bo tam za 100 let. In če ne bojo jest, kdo bo. Z misijo pobiranja smeti, s katero dokazuje, da ne želi le živeti na tem koščku Slovenije, temveč tudi prispevati skupnosti, je začel lani. Na čistilne akcije med Poljubinjem in Kobaridom se s kolesom in vso potrebno opremo odpravlja predvsem po zimi. Je poseben kolo že, ampak sem dal vrečki in zdaj imam novega sistem za kontejner in tudi imam palček, se kliče palček 2000 in za poberi smeti lažje. Sprva za zabavo, kasneje tudi željo po ozaveščanju drugih o tej problematiki, je začel izkupiček zbranih odpadkov fotografirati, fotografije pa objavljati na svojem Facebook profilu. Statistika so na Facebooku, nisem štel natančno. Vem, da je več kot 1000 pločevink in od 1000 sigurno 70% je laško. Tudi jaz pijem laško, ampak me vrži proč. Po podatkih, ki jih beleži z aplikacijo Strava, je doslej v ta namen prekolesaril okoli 200 km. Prav po zaslugi objav na Facebooku ga mimoidoči vse pogosteje prepoznavajo in pozdravljajo, ko kolesari skozi dolino. Sem slišal od prijatelj in sosedi, da zdaj oni hodijo okrog, oni imajo en vrečko v žepu. Je začel malo pa malo kot to. Ne vem, kaj je naslednji korak. Lawrencove objave na družbenem omrežju so že spodbudile širše razprave o tem, kako preprečiti onesnaževanje okolja z odmetavanjem smeti, prav tako tudi o tem, katere strategije so se pri zmanjševanju odpadkov izkazale kot učinkovite v drugih skupnostih. Pozdravlja čistilne akcije, ki jih organizirajo krajevne skupnosti. Lawrence Stewart Squire v zameno za ure truda, ki jih posveča čiščenju naše doline, ne zahteva ničesar. Medtem pa poti za njim ostajajo opazno bolj čiste. Samo da reči hvala vsem.
Podelili bomo še eno zahvalo. Zahvalo občine Tolmin prejmejo prostovoljni vozniki brezplačnih prevozov za starejše za uspešno izvajanje projekta Brezplačni prevozi starejših. Območno združenje Rdečega križa Tolmin že 6 let izvaja brezplačne prevoze starejših v občini Tolmin. Program je namenjen osebam starejšim od 65 let, brez lastne podporne mreže, ki bi jim omogočala prevoz do zdravstvenih storitev. V glavnem upravljamo prevoze do bolnic, do zdravstvenih domov. Človek je takrat pod stresom in rabi pogovor in se pogovarjamo. In zaupajo težave, pa probaš poslušati, ki se svetovati, če znaš. Zaupajo nam o domačih ljubljenčkih, o delu na vrtu, o vsem. Program ne bi zaživel, če ne bi bilo prostovoljnih voznikov, ki starejše vozijo na preglede, posege in rehabilitacije. Prevozi se izvajajo po vsej Sloveniji, največ iz okoliških vasi do Tolmina in na Goriško, občasno gre tudi za daljše vožnje, do Radencev, Otočca in Novega mesta. Ker sem zaključil s rednim delom, sem rekel, da nekako je treba zapolniti tudi cajt, da ne bomo ležali samo na kavču. Gospod Šuligoj mi je prosil, če lahko pridem za voznika prostovoljca in sem pristal na to. Punce tle na Rdečem križu so mi povedali, ki je treba delati, kako je treba delati, in smo se zmenili in sem pristal pri prostovoljcih. Skupina prostovoljnih voznikov trenutno šteje 42 članov in članic. Večina teh je upokojencev. Prihajajo iz celotne občine Tolmin, Slapa ob Idrijci, Kozaršč, pa tudi iz bolj oddaljenih krajev, kot so Petrovo Brdo, Rud, Šentviška planota. Prav ta razpršenost pa pomeni, da so veliko bližje uporabnikom. V 6 letih, kar zdaj program obstaja, so prostovoljci skupaj prevozili 280 000 kilometrov. V ta namen so darovali 9500 prostovoljnih ur in s tem so pomagali približno 2300 starejšim osebam iz občine Tolmin. Uporabniki pogosto izrazijo hvaležnost, saj jim tovrstni prevozi predstavljajo veliko razbremenitev. Vozniki prostovoljci so veliko več kot zgolj to. Oni so dejansko, poleg tega, da peljejo osebo in že s tem prevzamejo pač veliko odgovornost, so tudi ena velika opora, veliko olajšanje tem osebam. Je potrebno, da imajo neko sočutje, da so empatični, da se znajo pogovarjati, da se znajo postaviti na nek nivo te osebe, ki jo peljejo, da se oseba počuti z njim sproščena, kar pa naši šoferji vsekakor so. Prostovoljnim voznikom brezplačnih prevozov za starejše je skupno to, da želijo prispevati družbi, biti v pomoč šibkejšim, darovati svoj čas in energijo za dobrobit drugih. So skupina dobrosrčnih in skromnih ljudi, ki se zavedajo pomena dobrodelnosti, a se obenem nočejo izpostavljati. Na oder vabim Iva Beloma, enega prvih voznikov prostovoljcev, ki bo v imenu prostovoljnih voznikov brezplačnih prevozov za starejše prejel zahvalo občine Tolmin. Ja, tudi jaz bi se zahvalil predlagateljem, predvsem pa občini Tolmin, ki vse to omogoči financirati, kajti ti naši uporabniki teh uslug so starejši ljudje in so zelo zadovoljni, ko jih lahko kam peljemo. Hvala. Nekam zgoden si, a že zafrišno vsek. Cajtu je treba ostati. Trava se kasi, kadar je še frišna, kadar je rasa, tisti cajt tako lepo reže, kasa da res ni.
Jaz grem pa v drava. Imam har pod Maurom, robam še nekaj drav za zdelati. Pa sem rekel maharju hlapcu, ne pan pa štima žval danes. Zakaj pa mama prehiš? Lahko tebe, kaj imaš hlapca. Jaz pa ne vem, ap sedel na pol, ali skali vse moram sam narediti. Kje ti čem? Pa, tako je v redu. Ti moram pa vedeti, prej, ko sem kasil tam, pa je tale kasa tako lepo pijela. Reže. Trava je padala, tišina je bila, ptički so pili. Kako bilo lepo, kak še zvon zapel tam v cerkvi. Ja. Tam v turnu. Se imaš prav? Se naša cerkev velik zdaj kamplena. Zvonca nimama, ne vema, kadaj ga bomo davili, kako ga bomo davili, da zapadova, ker ga patrona bomo imeli. Še zdaj ne vema, naveden nič ne reče. Neč ne reče, beden. Samo, meni se tudi to neki motor na trepa glav. Kje si pretoval? Ti pa vedel, ti bom. Dej hitra, ker A veš, se bo trava uvrela, no to kaš. Jaz bi šel, kar pa ti za patrona, har naprapetna, har je tak lep patron svet hajaka pa notre. Tista cirkuca je pa taka, ligde še stoji. Dal za vrat mu je tekla voda v zadnje, sem šel har mimo. Dal za vrat, pa ne veš, kako skrbije. Več. Pa še nekaj pa vem. Maje ta levo uha, kada brala vi prav vse, je slišala, da je tudi župnika Svete Lucije slišal, da se celo škafu haric neki elementa čez tista cerku, pa da je tu dan rad ti za patrona spravu ali pa videl, da je prišlo iz patronov trebuša. Ja, pa misliš, da voda prapeci, kar pustil harde prid malo dojem pa zdaj. Daj, pustil, pa sluši ven. Kako se elementaje, kar naprej nekaj, ni prav. Ja, sama, konc koncu, če škof reče, da je tu, kdo bi jih vprašal, pa da lahko nam ne pride, jih imaš. Ki pa češ, če me je pa drta cerkov. Lej, a veš, sam pri sebe sem tudi tako sklenil, a ne? Ja. Če res maje uha zasliš, da je škof pa žehnil, da je on tu rekel, da ne gremo pa sveta patrona, har, da ne bodo govorili, da smo ga ukradli. To ni res. Sam pojdem har s tem kašem pa prinesem dal sveta podoba. Služi zdaj, ki boš hodil sam, le koliko nas je tu. Se zberemo, gremo har, pa vasama, prinesemo dal, več nas bolj lož bo, se ni lih kaj blizu. Har skak brezi gremo, malo hitra har. Pa mi že vstuj vsi? Tisk če vaden, bo že šel. Ja, pa ka nas bo danes, pa še zvonk na vasama. Več nas je bolj še, ki bo delo zvonk har v turnu sam. Ja. Daj, škar gremo. Kar veš pa. Nijoma, ti čakaj, gremo. Kot smo bili spet. Ja, bili, ja. Ben, pa svet hajaka pa smo šli in smo ga prinesli dal.
Pa še zunaj smo prevlekli saba. Tako da zdaj je naš. Pa ne boš zaprešal, ne?
V občini skozi leta hvaležno negujemo tudi bogato kulturno dediščino in ljudsko izročilo, ki nas povezuje z našimi predniki. Ohranjamo pesem, besedo, običaje in vrednote, ki so nas oblikovali in jih z odgovornostjo prenašamo na prihodnje rodove. V nadaljevanju bomo podelili 2 priznanji občine Tolmin. Na oder ponovno vabim podeljevalca. Priznanje občine Tolmin prejme folklorna skupina Justin Kogoj Dolenja Trebuša za neprekinjeno 30-letno delo pri ohranjanju kulturne, plesne in pevske dediščine. Ljubiteljska kultura v Doleni Trebuši ima pestro in bogato tradicijo. Začetki segajo v leto 1912, ko je bilo ustanovljeno bralno društvo Vodnica. Društvo se je tekom let razvijalo. Po drugi svetovni vojni se je preimenovalo v prosvetno društvo Justin Kogoj. Najmlajša sekcija društva je folklorna skupina, ki letos beleži 30-letnico delovanja. Folklorna skupina je bila ustanovljena leta 1995 na pobudo Vladimira Jana in Slave Cezanin. V začetku so v skupini bili članice samo plesalke in godci. Čez 2 leti, 97. leta, pa se so pridružili plesalci. Da bi bil prikaz ljudskega plesa čim bolj avtentičen, so leta 2000 s pomočjo strokovnjakinje za oblačilno kulturo Marije Makarovič sešili folklorne kostume, rekonstrukcijo oblačil, ki so se na tem območju nosila ob koncu 19. stoletja. Prvi mentor folklorne skupine je bil njen ustanovitelj Vladimir Jan. Kasneje je to mesto prevzel Lucijan Pirih. Zadnjih 10 let pa folklornike vodi Nives Gruden. Koreografijo sestavljamo v bistvu vsako leto, novo. Kako nastane? Včasih se jaz domislim do kakšne teme. Najpogosteje pa vprašam plesalce, o čem bi letos plesali, o čem bi koreografija govorila, če ima kakšno idejo. In največkrat jaz pridem z neko zasnovo, in tukaj potem sproti nastajajo spremembe, prilagoditve. Tako da je v bistvu koreografija sad vseh nas plesalcev. Skupina, ki danes šteje 8 plesalk in 6 plesalcev iz Trebuše in okoliških krajev, odrske postavitve ob spremljavi ljudskih godcev navadno premierno v celoti prikaže na območni reviji folklornih skupin. Pogosto so tudi del vaških prireditev in drugih dogodkov na Tolminskem. Gremo nastopati tudi v tujino. Lansko leto smo bili v Benetkah, v Lido di Jesolo, kjer smo se udeležili festivala Slovenci v Boneški laguni. Na podružnični osnovni šoli v Doleni Trebuši deluje tudi otroška folklorna skupina, ki v svet folklore uvajala nekatere plesalce, danes člane folklorne skupine Justin Kogoj. Generacijsko raznolika skupina lahko predstavlja velik izziv, a ne v tem primeru. Oni si pravijo, da so youngeri, starejšim so nadeli ime olderi oziroma celo golderi. In res je taka lepa vez in sem prav vesela, da se tudi mladina da se ne pridruži, da sodeluje, da je res aktivna in tako pač malo drugače preživljajo svoj prosti čas. Folklorna skupina Justin Kogoj Dolenja Trebuša s poustvarjanjem bogate ljudske plesne in glasbene dediščine kraja in širše okolice navdušuje, povezuje in bogati skupnost. Skupina dokazuje, da tradicija ni nekaj, kar spada le v preteklost, temveč živi in diha, dokler jo nekdo z ljubeznijo neguje. Na oder vabim Nives Gruden in Dominika Rijavca, umetniško vodjo in predsednika folklorne skupine Justin Kogoj Dolenja Trebuša, ki nas je s spletom plesov tudi uvedla v ta sklop današnje podelitve.
Vsak izmed nas je srečen, ko drugi opazijo naše delo. Tako tudi naša folklorna skupina sprejema podeljeno priznanja z velikim ponosom in z veliko hvaležnostjo. Zato hvala občini Tolmin in predlagateljem. Z izkazanim priznanjem smo dobili potrditev, da je naše delo opaženo, cenjeno. Da smo danes tu, kjer smo sedaj, pa so zaslužni prav vsi člani, sedanji in seveda tudi bivši. Zato hvala prav vsem. In v vseh teh letih se jih je zvrstilo kar 90. In to je res lepa številka za našo malo vas. Hvala tudi našim družinam za vso podporo skozi vsa ta leta, ter seveda hvala vam obiskovalcem za vsak obisk in za vsak aplavz. Prijeto priznanje nam ne pomeni le nagrade za minulo delo, temveč tudi motivacijo za delo naprej. Še naprej se bomo trudili ohranjati bogato kulturno dediščino naše prelepe Trebuše, s tem pa spodbujali tudi naše mlajše rodove, kar nam zaenkrat tudi zelo dobro uspeva, saj smo prav ponosni na našo otroško folklorno skupino. Zato hvala vsem še enkrat in lep večer. Priznanje občine Tolmin prejme Kulturno-tehnično-turistično društvo Baška dediščina za dolgoletno delo pri odkrivanju, ohranjanju in promociji dediščine ter za vzpostavitev kulturnega turizma v Baški grapi. Kulturno-tehnično-turistično društvo Baška dediščina je bilo pred 20 leti zasnovano z namenom ohranjanja tehnične dediščine Baške grape. Dejavnost društva, ki je umeščeno na območje 5 krajevnih skupnosti v zgornjem delu Baške grape, se je predvsem v zadnjem desetletju razširila na področja kulturne, literarne, filmske in industrijske dediščine. Društvo je posebno v tem, da z zapisovanjem in zbiranjem, raziskovanjem snovne in nesnovne dediščine so člani oziroma društvo postali neka vez med nosilci zgodb in pa tudi tisti, ki ohranjajo te zgodbe in pa interpretacijo in promocijo zgodbe. In zato smo te zgodbe, ki predstavljajo identiteto Baške grape, umeščali v same prireditve, v vsebino tematskih pohodov. Poleg pohodov vsako leto tradicionalno organizirajo delavnice in razne dogodke, ki jih nadgradijo z aktualno vsebino. Število članov se giblje že vsa leta okrog številke 90. Zelo aktiven je upravni odbor, ki šteje kar 13 članov. Skozi leta se je delo in aktivnosti in zadolžitve ustalile, tako da na primer vsaka lokacija ima svojega skrbnika, ki je tista vez med ostalimi člani za vzdrževanje poti, za kakršnokoli obnovo. Veliko smo pa seveda dali v zadnje leta, kar moram še poudariti, na sami promociji, in tako so vse te zgodbe in vse ti produkti nastali že turistični produkti in tako samo Baško grapo umestili na ta etnološki turistični zemljevid Slovenije. Uredili so krožno pot poimenovano po poteh Baške dediščine in oblikovali turistični program obiska poti odsevov dediščine. Med njihova največja projekta lahko štejemo vzpostavitev tematske poti Na svoji zemlji in Mrovce cajta, drobtinice časa v Podbrdu. Vsekakor je ta vez in med nosilci zgodbe, ki so nastale skozi leta in ki ljudje kot naprimer potomci filmske ekipe filma Na svoji zemlji, pa še živeče filmske ekipe, ko se srečujemo, ko ohranjamo te stike, so tudi druge zgodbe, ki prenašamo iz generacije v generacijo. Svojo dejavnostjo je društvo pridobilo državno in mednarodno prepoznavnost, kar potrjujejo nagrade. Poleg mnogih drugih so leta 2022 prejeli priznanje Republike Slovenije za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljnega dela na področju kulture in umetnosti ter turizma. Leta 2023 pa mednarodno nagrado Jakob za inovativnost na tematski poti Na svoji zemlji. Vsa leta se je mrežilo in povezovalo z različnimi inštitucijami, tako na državnem kot občinskem regionalnem nivoju, in vse ta vez in mreženje je prineslo dodatno vsebino, še močnejšo in še bolj trajnostno, da smo zapisali vse zgodbe v ta prostor Baške grape.
Kulturno, tehnično, turistično društvo Baška dediščina predstavlja povezovalno vozlišče, ki zaradi niza dediščinskih in kulturnih aktivnosti tesno sodeluje s krajevnimi skupnostmi Baške grape, javnimi zavodi v občini Tolmin in izven nje ter sorodnimi nevladnimi organizacijami. Aktivno deli znanja in nasvete drugim društvom, šolskim skupinam na tehničnih dnevih, piscem magistrskih, diplomskih in osnovnošolskih nalog. Spoštovani, iskrena hvala predlagatelju, krajevni skupnosti Tržišče in vsem podpisnikom pisma podpore kandidaturi in predvsem za izkazano zaupanje. Hvala tudi občinskemu svetu občine Tolmin za potrditev predloga, ta podpora nam res pomeni zelo veliko. Graparke in graparji, hvala, ker ste skrbniki in nosilci zgodb naše kulturne, tehniške, filmske in industrijske dediščine. Hvala za te zgodbe, ne le zato, ker jih pripovedujete, ampak jih živite. V njih je vtkana identiteta Baške grape in dediščina naših prednikov. Je neprecenljiv temelj, na katerem gradimo prihodnost. Ob tej priložnosti iskreno čestitam vsem 92 članom kulturno-tehnično-turističnega društva Baška dediščina ob 20. obletnici ustanovitve. 20 let ste kot nevidni vezni kamen v mozaiku naše skupne zgodbe, vztrajni, predani in dragoceni. Hvala tudi vsem podpornikom, ki nas spremljate, bodrite in z vašo prisotnostjo dodajate tisti ključni kader v našem skupnem filmu, da lahko še naprej s ponosom stojimo in delamo na svoji zemlji. Vabljeni v Baško grapo, Gorniško vas, kjer preteklost srečuje prihodnost. Srečno društvo Baška dediščina, srečno Baška grapa. Gasilci, mi smo prostovoljni, ne plaši nas noben požar. Pomagati prav vsem želimo in ne oklevamo nikdar. Čuvari smo in budne straže, da se nesreča ne zgodi. Kadarkoli plamen se prikaže, gasilci vrli na pomoč. Čuvari smo in budne straže, da se nesreča ne zgodi. Kadarkoli plamen se prikaže, gasilci vrli na pomoč. Mi ogenj brez strahu gasimo, pripravljeni smo dan in noč. In nič težav se ne bojimo, da le uspešna je pomoč. Ostanimo stražarji vneti, kot smo sedaj še za naprej. Če pa ogenj hoče vzplameneti, gasilci vrli na pomoč. Ostanimo stražarji vneti, kot smo sedaj še za naprej. Če pa ogenj hoče vzplameneti,
gasilci vrli na pomoč. Nastopajoči, ki z različnimi točkami bogatijo današnjo slavnostno sejo, so bodisi nagrajenci, bodisi povezani z občinskimi nagrajenci. Plaketa, ki jo podeljujemo v nadaljevanju, gre v gasilske vrste. Napovedal jo je gasilski pevski zbor, ki ga sestavljajo člani iz gasilskih društev celotne občine. Ob letošnji 70-letnici Gasilske zveze Tolmin so se zbrali okoli zborovodje Mateja Kavčiča. Glavni nastop jih čaka septembra na osrednji slovesnosti ob jubileju. Še 2 nagradi bomo podelili na današnji slavnostni seji, zato na oder ponovno vabim podeljevalca. Plaketo občine Tolmin prejme Gasilska zveza Tolmin ob 70. obletnici delovanja ter za pomembne uspehe in vidne dosežke v lokalnem okolju in širšem prostoru. Junija letos bo minilo 70 let od ustanovitve občinske gasilske zveze Tolmin, ki je zajemala celoten severnoprimorski del. Ustanovna skupščina je potekala na Mostu na Soči. Udeležili so se vsi predstavniki takratnih gasilskih društev. 12. junija 1955 se je takratno vodstvo odločilo, da naredijo novo gasilsko zvezo. Pogoj za to je bil ta nov zakon o lokalni samoupravi, na podlagi katerega se je potem praktično po celi Sloveniji 55 leta ustanovilo 41 gasilskih zvez, novih. Ena izmed njih je bil tudi območna gasilska zveza, Tolmin se je takrat klicala. Osnovno poslanstvo ostaja združevanje in krepitev prostovoljnih gasilskih društev s ciljem zagotavljanja učinkovitega odziva v primeru požarov, nesreč in drugih izrednih dogodkov. V zvezo je združenih 8 prostovoljnih gasilskih društev: Tolmin, Most na Soči, Podbrdo, Rud, Grant, Grahovo, Bači, Kneža, Ponikve, Planota in Dolenja Trebuša, ki skupaj štejejo okoli 800 članov. Prav veteranov imamo trenutno v letošnjem letu 108, delež žensk, katerega imamo tudi skoraj 180 in še slabih 100 mladine, kar pa prinese našo bodočnost naprej. V zvezi namenjajo največji poudarek delovanju operativnih enot in nalog. Čeprav neskokovito, se število intervencij, ki jih beležijo gasilske enote, veča. V zadnjem času jih letno zabeležijo 250 do 300. Redno hodimo na pomoč sosednjim gasilskim zvezam, pa tudi sosednje gasilske zveze, ko mi potrebujemo, pridemo k nam na pomoč. Največje posredovanja, ki smo jih imeli, se je gotovo najbolj odmeven požar na Krasu leta 2022, vsi potresi na Bovškem. Naši člani so se leta 2021 udeležili tudi zelo odmevne mednarodne odprave v Severno Makedonijo, ker smo sodelovali pri gašenju velikega požara. Leta 1976 so naši gasilci prestopili tudi takrat sorazmerno železno mejo in pomagali pri potresu v Furlaniji. Na Gasilski zvezi Tolmin že od leta 1970 deluje strokovna služba s servisno dejavnostjo. Začelo se je z gasilskim servisom, ki je bil namenjen predvsem servisiranju sodobne gasilske tehnike in gasilnikov. Kasneje se je zaposlil leta 1973 če poveljnik Gasilske zveze in v tej obliki pravzaprav ta služba ostaja vse do danes. Res je, da je takrat cela Gasilska zveza premogla 10 vozil, danes jih imamo samo na območju občine Tolmin 26, da se je število gasilnikov praktično potrojilo, da se redno vključuje služba tudi v naloge civilne zaščite. Tako da tu smo kot Gasilska zveza malo posebni.
No, je pa to vseeno steber, ki je močna opora delovanju prostovoljnih gasilskih društev, da jih delno razbremenimo z administracijo, strokovnimi gradivi in pa veliko podporo se trudimo nuditi pri izobraževanjih. Zveza že desetletja aktivno sodeluje s pobrateno Gasilsko zvezo Dravske doline, Gasilsko zvezo Bovec, Obalno gasilsko zvezo Koper ter mestno občino Beljak in tamkajšnjimi gasilci. Dobro sodelujejo tudi s sosednjimi gasilskimi zvezami. Že vrsto let se vsakoletno dogajajo srečanja, vsakokrat v drugi gasilski zvezi, tako da potem krožimo in ohranjamo tiste prijateljske stike, ki so jih zasnovali naši vodstveni kadri pred nami. Prav v sedanjem času se to sodelovanje poizkuša prenesti tudi na mlajše članstvo. Gasilska zveza Tolmin preko svojih gasilskih društev že 70 let zagotavlja varnost prebivalcev in premoženja na območju občine Tolmin. Njeno delovanje temelji na prostovoljstvu in predanosti gasilcev, ki so vedno pripravljeni pomagati sočloveku v težkih trenutkih. Plaketo bosta prevzela predsednik Gasilske zveze Tolmin Jurij Kenda Maver in poveljnik Gasilske zveze Tolmin Miha Vencel. Spoštovane gospe in gospodje, dovolite vi, da vas najprej pozdravim v imenu naših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Tolmin, sploh tistih, ki jih danes ni tukaj z nami. Nas je pa vseeno, če ste opazili, nekaj uniformiranih, nekaj civilnih, nekaj nastopajočih, tukaj le z nami med vami. Gasilstvo v Gasilski zvezi Tolmin živi 70 let. 70 let ustvarja, diha in varuje naše občanke in občane. Kaj reči, glede na tale filmček pripravljen, vse pa vedano. Zato bom samo namenil še eno veliko zahvalo vsem vam, ki ste danes tukaj zbrani, občini Tolmin, vsem našim zanamcem, ki so prispevali to, da smo lahko danes tukaj med vami, vsem nam, ki danes kujemo našo gasilsko zvezo in vsem tistim našim mladim rodovom, ki bodo šele obogatili in čez desetletje mogoče stali na temle odru. Tako da še enkrat velika hvala vsem vam, drage občanke in občani, gospe in gospodje in občina Tolmin. Gasilska zveza Tolmin in njene gasilke in gasilci bomo z vami še naprej. Čaka nas še podelitev najvišje nagrade, naziva častni občan občine Tolmin. V 3 desetletjih je občina Tolmin podelila 7 nazivov častni občan, nazadnje leta 2019. Nocoj bomo tako dobili 8. Naziv častni občan občine Tolmin prejme magister Žarko Trušnovec za izjemno življenjsko delo na humanitarnem in pedagoškem področju. Žarko Trušnovec je upokojeni diplomirani psiholog, ki je svoje življenje posvetil humanitarni dejavnosti. Prvič se je z delom na tem področju srečal že zelo zgodaj. To je bilo pravzaprav že v gimnaziji. Naš razrednik je enostavno en dan prišel v razred. Je rekel, zdaj ste stari 18 let, jaz grem na krvodajalsko akcijo
A gre to z mano? Že v času študija se je ukvarjal z alpinizmom. Diplomiral je iz teme o delu psihologa na alpinistični odpravi. Vodil je več odprav. Njegove izkušnje so bile zelo pomembne, predvsem v prvih letih delovanja Soškega alpinističnega odseka, katerega načelnik je bil med letoma 1982 in 1985. Ko se enkrat odločiš recimo za to pot gorska reševalna služba, to je bilo pač zato, ker sem na eni alpinistični turi bil prisoten, ko se je zgodila nesreča. Na drugi postaji v Kranju, brez kakršnih koli izkušenj na tem področju, in tista situacija, ko smo videli, da smo nekomu res takrat rešili življenja, je razlog za eno tako odločitev. Potem te pa pač življenje pelje naprej. Če se za nekaj odločiš, pa če ugotoviš, da je dobro, to pol olajša naslednjo odločitev. Član GRS je od leta 1981. Od leta 2001 do 2020 je opravljal zahtevne naloge načelnika postaje GRS Tolmin. Ekipo je vodil združevalno. Pri tem delu, po njegovem mnenju, ni prostora za iskanje morebitnih medsebojnih, tudi političnih razlik, temveč je potrebno vso energijo osredotočati na strokovno delo. V teh reševanj, kjer je vse izgledalo že pravzaprav brezupno, pa smo na koncu posameznika našli živega, zdravega. Ko smo rešili kakšnega, kjer je izgledala stvar veliko bolj kritična, kot se je pol izkazalo na koncu, in je pravzaprav preživel zato, ker smo do časa pa na ta prav način pristopili k reševanju. Je bilo pa teh dogodkov kar nekaj. Poklicno je Žarko Trušnovec opravljal delo psihologa na osnovni šoli Franceta Bevka v Tolminu. Vzgoji mladih pa se ves čas posveča tudi prostovoljno. Na planinskih taborih oblikuje programe tako, da usmerjajo mlade v delo za druge, vzgajajo jih proti nasilju in jih spodbujajo k izbiranju zdravih in odgovornih poti. Kar se predvsem tega tiče, prve pomoči, krvodajalstva, pa tudi odločitve za prostovoljske organizacije, otroci še nimajo predsodkov. In če jih zagrabiš takrat, ko še nimajo predsodkov, potem se veliko lažje odločijo za to, da bodo pač šli v to smer. Začeti je treba dosti zgodaj. Če grem na to prostovoljstvo, krvodajalstvo ali pa ekipe prve pomoči, vsi tisti, ki so prišli zraven, so v glavnem ostali, številni so se zaradi tega tudi odločili za to smer študija. Pri organizaciji usposabljanja za nudenje prve pomoči v okviru osnovnošolskih programov, varstva pred nesrečami, na tečajih za odrasle in na mladinskih taborih uspešno sodeluje z Rdečim križem. V slovenskem merilu je upoštevanje vreden svetovalec in predavatelj na izobraževalnih programih pripadnikov civilne zaščite ter preventivnih programih za mladino. Še zmeraj delam za zdravstveni dom, kolikor zmorem pri gorski reševalni službi, še zmeraj imam nekaj taborov. Jaz si pravzaprav drugače težko predstavljam, da bi kar z vsem nehal, da to ne gre. Žarko Trušnovec je uresničil idejo o vsakoletnem druženju reševalcev, njihovih družin in simpatizerjev, saj se zaveda, da tudi oni prevzemajo del obremenitev reševalcev. Bil je tudi začetnik in več let vodja državne ekipe za psihološko pomoč civilne zaščite, ki se aktivira na poziv ob večjih naravnih ali drugih nesrečah. Ljudje rabijo predvsem to, da niso sami, da ima življenje nek smisel, da se lahko zmeraj zanesejo na to, da bodo dobili pomoč. Zdaj v tem sodobnem svetu veliko tega manjka, veliko ljudi je osamljenih, veliko ljudi skrbi za prihodnost, in če v skupnosti ni ene take stvari, kot je prostovoljstvo, ki je profesor Ramovš je rekel, imunski sistem družbe. Tam, kjer zataji država, kjer zatajijo inštitucije, so pa prostovoljci, ki ne morejo tega nadomestiti, ampak do neke mere lahko pomagajo. Priznanja in nagrade, ki jih je prejel v času aktivnega humanitarnega dela, je težko našteti. Kot je tudi nemogoče na kratko strniti vse njegovo delo, pomoč, srčnost, s katerimi od mladih nog nesebično pomaga ljudem v stiski. Tudi po upokojitvi se s pretanjenim občutkom, obširnim strokovnim znanjem, izkušnjami in svojo energijo posveča soljudem.
Ja, hvala najprej predlagateljem pa občini Tolmin. Ja, potem pa enim 40 generacijam mladih, s katerimi sem preživel ta leta, številnim sodelavcem, zaradi delov šol seveda predvsem sodelavkam. Ta drugi del prostovoljstva, o tem je bilo danes veliko rečeno in to res drži. Zdaj na koncu lahko rečem, imam srečo, da sem lahko del tega sistema, delujočega. Vesel sem, da sem lahko k temu nekaj malega prispeval. Sem pa predvsem na tem področju od številnih ljudi veliko več dobil. Tako da hvala gorskim reševalcem, širši planinski druščini, gasilcem, Rdečemu križu, predstavnikom drugih organizacij v sklopu civilne zaščite, tudi pripadnikom 25. alpskega voda. Predvsem pa tistim, ki so mi stali pri tem delu ob strani. Tako da na koncu pa še hvala Tolmin. Najlepša hvala podeljevalcema in iskrene čestitke prejemnikom občinskih nagrad. Vsaka nagrada, ki smo jo danes podelili, nosi v sebi zgodbo. Zgodbo truda, volje in srčnosti. Video predstavitve nagrajencev za slavnostno sejo sta pripravila TV Tmin in Primorski val. Po zaključku uradnega dela občinske nagrajence vabim na oder k skupinskemu fotografiranju. Spoštovani gostje, dragi obiskovalci, vas pa vabimo, da ostanete z nami na prijetnem druženju v preddverju kinogledališča. Slovesnost zaključujemo mladostno, kot se za mesec maj spodobi. Videli bomo eno od koreografij, s katero nas bodo plesalke Artfit Studia prihodnji teden zastopale na mednarodnem tekmovanju. Hvala vsem, ki ste danes praznovali z nami. Svojo prisotnostjo potrjujete, da je občina več kot zemljevid. Je dom in je pripadnost. Je skupna zgodbam, ki jo pišemo naprej. Vsako leto novo poglavje. Prijeten večer želim. See this? Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my base stuff. I know that it's good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Eat up your per diem, you just gotta hate them phone. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like the